Torej, bomo kar začeli. Pozdravljeni ponovno. Torej, nadaljujemo z drugim delom današnjega programa in sicer z podjetništvom in kreativnostjo, kjer nam bo torej Matej Rus iz tovarne Podjemo predstavil pripravo poslovnega modela in poslovnega načrta, potem direktor Ljubljanskega univerzitetnega inkubatorja Jakob Gajšek bo govoril o vlogi podpornih organizacij v različnih fazah razvoja podjetij, ter nato še Branko Drobnak, predsednik kluba Poslovni angeli Slovenije, ki bo pa govoril o investicijskih fazah in iskanju ustreznih investitorjev. Najprej bi pa vabim gospoda Marka Hrena, službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in kohezijsko politiko, da nam v tem uvodnem delu predstavi pomen inovacijskega ekosistema v Sloveniji. Hvala. Hvala lepa, lepo je videti polno dvorano. Moja naloga danes je, da umestim ta razpis, na katerega ste se tako lepo odzvali, v ekosistem podpornega okolja za podjetništvo in inovacije. Kakorkoli se že to sliši, jaz bom najprej dal en disclaimer na besedo ekosistem. Tukaj vidite, kako smo v slovenski strategiji pametne specializacije poskušali ambiciozno prijeti celoten cikl razvoja ideje do trga po klasifikaciji tehnološke pripravljenosti produktov. In ambicijo ekipe v pametni specializaciji in resorjev, s katerimi smo partnerji Ministrstva za gospodarstvo in Ministrstva za znanost, da ukrepe podporne peljemo čim bolj sinhronizirano potrebam razvoja produktov na trgu. Se pravi, da ujamemo v določenih fazah razvoja ideje do končnega izdelka z pravimi ukrepi, vključno z internacionalizacijo in vsem. Zdaj, to bomo poskušali zajeti tudi v novem zakonu o raziskovalni, razvojni in inovacijski dejavnosti. Veste, da se ta zakon pripravlja že nekaj časa. Zdaj smo ga vzeli v roke z novim političnim vodstvom. Moram povedati, da je tukaj lahko optimistično najavljamo, da bo zakon zapolnil tiste praznine, ki so bile predvsem v inovacijskem delu in da bomo to podporno okolje, ki ga razvijamo, imeli podprto tudi z obemi zakoni, se pravi zakon o podpornem okolju na strani MGRT in z zakonom o raziskovalni in inovacijski dejavnosti, ki je bolj na MIZŠ-jevi strani. Zdaj pa moj disclaimer na ekosisteme. Vsi, ki ste šli gledati kdaj, in veliko vas je šlo zagotovo, dobre prakse ekosistemov podpornih okolij za ustvarjalnost, inovativnost, ste seveda naleteli na metodološko zmedo. Zdaj, ko Američani govorijo o ekosistemih, seveda govorijo izhodiščno o kampusu, o univerzi in inštitutih vezanih na univerzo in potem seveda spin-offi, pisarne za prenos tehnologij in se celoten ekosistem odvija na osnovi inovacij, ki se inkubirajo v znanosti. Ko Evropska komisija govori o ekosistemih, je že popolnoma drugače. Seveda, ko Američani delajo analize o ekosistemih za inovativnost, bojo na vrh lestvice seveda te velike univerze, MIT pa Stanford in tako naprej, Berkeley, potem pridejo Oxford in Zürich univerza, München pa Izrael pa tako naprej. Ko Evropska komisija dela pregled stanja inovativnosti v Evropi, je pa slika že popolnoma drugačna. Če tam pogledate, kaj se razume pod ekosistemi, boste pa že videli, da so se ekosistemi v posameznih regijah gradili popolnoma različno. Eni bolj iz start-up logike, eni bolj iz logike tehnoloških parkov, inkubatorjev in taka je tudi slika v regijah Evropske unije in konec koncev takšno je stanje tudi pri nas. Mi ekosistem gradimo več ali manj fazno, poskušamo mašiti
tiste dele, kjer je zmanjkalo. Zgradili smo centre odličnosti, zgradili smo tehnološke parke, zgradili smo inkubatorje, zgradili smo startup sistem, ki je med bolj vzornimi. Ne. Skratka, ene segmente imamo, ampak ko pa govorimo o ustvarjalnosti in kreativnosti in inovativnosti, je seveda treba vzeti stvar širše, zdaj smo pa že pri našem razpisu. Jaz sem vam dal čisto dokumentacijo, koliko smo za TRL-je od 1 do 8 dal v tekoči finančni perspektivi sredstev. Vidite, da smo s črpanjem na pametni specializaciji precej dobro in tole je mečken za promocijo področij pametne specializacije, kjer vidite, da je ena taka zdrava kombinacija industrije 4.0 z vsemi omogočitvenimi tehnologijami, digitalizacijo in krožnim. Zdaj, seveda, boste tako rekli, to so trendni termini, ampak v Sloveniji imamo srečo, da so podprti z empiričnimi podatki. Branže na teh področjih so z empiričnimi podatki, imajo konkurenčne prednosti in zato gre pri pametni specializaciji. To vam dajem zaradi tega, da boste videli, kam se umešča tudi ta ukrep. Če želimo naše branže, ki so že konkurenčne, obdržati konkurenčne na globalnih trgih, jih je treba okrepiti z ustvarjalnim jedrom, ki nam je na voljo. Cilji tega razpisa so komplementarni temu ekosistemu, o katerem sem prej govoril. Komplementarni v tem smislu, da če pogledate, kaj piše v razpisu, je to natančno tisto, kar se v večini dokumentov, ki nas analizirajo, kaže kot šibkost našega podpornega okolja. Se pravi, premalo inovativnih podjetij, premajhen delež zaposlenih v inovativnih podjetjih in predvsem, tlele bom tele šibkosti vam pokazal, predvsem premajhna dinamika v pretoku med sektorji. To zgleda mogoče zapleteno, ampak najlažje razumljivo je seveda reči premajhen pretok med javnimi raziskovalnimi inštitucijami in gospodarstvom. Ampak statement premalo dinamike med sektorji se nanaša na celoten ustvarjalni prostor v Sloveniji. Jaz sicer inkarniram to dinamiko, sem bil proporcionalno v vseh sektorjih, od gospodarstva, znanosti, kulture do javnega sektorja, ampak podatki Evropske komisije kažejo, da smo tle globoko pod povprečjem v smislu fluktuacije zaposlenih. Skratka, ta javni razpis, o katerem govorimo, neposredno odgovarja na šibkosti, ki jih tukaj vidimo zapisane, predvsem v smislu pretočnosti, zaposljivosti kreativcev v inovativnih podjetjih. To so vse kazalniki, ki jih vidite v vašem javnem razpisu. Se pravi, targetiramo s tem razpisom eno resno identificirano potrebo, ki jo je Evropska komisija kot zanalašč v februarskem poročilu v semestru ubesedila takole, premajhna pretočnost, berite to kot premajhna pretočnost v smislu prenosa idej od tistih, ki so lastniki idej, na trg. In po preproščeno rečeno je to raison d'être razpisa, ki je na mizi. Pospešiti in z zelo natančnimi ukrepi, vključno z mentorji, pomagati pri prenosu ideje na trg. Zato gre, to je glavna ideja celotnega razpisa, name of the game, bi rekli. Kot rečeno, posrečili se nam je, evo, tole highlight semestrskega poročila Evropske komisije o stanju v Sloveniji. Tole ni nedolžna stvar, kajti te zadnja semestrska poročila pred programiranjem nove finančne perspektive bodo vodilo
za programiranje sredstev, ki nam bodo na voljo iz kohezijske politike v naslednji finančni perspektivi. Programiranje se začenja, do 2020 moramo sprogramirati, seveda predtem bo morala se izbistriti slika, kako bo s proračunom Evropske unije, tukaj je pa še kup neznank, nov parlament bo, nova komisija, Brexit je v igri. Skratka, tukaj je še cel kup neznank, ampak te dokumenti, kot je tale citirani zadnji februarski, so vodilo za naprej. To je mogoče kot izziv za perspektivo, to področje v širše razumljenem ekosistemu inovativnosti ni samo trendno, ampak je tudi potreba. Tako da na tem bo treba delati, zato je zelo pomembno, da se ta naloga, ki je že financirana in to izdatno, izpelje dobro, se pravi z odličnimi rezultati, zato hvala vsem, ki pri tem pomagate in vsem, ki ste se odzvali na call, pridite s konkretnimi rečmi, ki na koncu rezultirajo v tem, kar je prepisano, se pravi nova podjetja, kreativci, zaposleni v inovativnih podjetjih in to je to. Hvala lepa.